Blaž Marušič je bivši odbojkar in eden izmed najbolj zanimivih in unikatnih posameznikov, ki jih poznam. Z Blažem se poznava že vrsto let, bila sva sošolca v srednji šoli in igrala tako eden proti drugemu, kot tudi skupaj. Cilj in poslanstvo podcasta Benesar je ne samo to, da gostimo posameznike s kredencami z področja zdravega življenja in življenjskega sloga, temveč tudi goste, ki imajo unikatno osebnost in drugačen pogled tako na življenje kot tudi na svet. In ravno to je razlog, zakaj sem Blaža povabil na pogovor. V tej epizodi podcasta Benesare se z Blažem Marušičem pogovarjava o športu, njegovih pogledih na življenje, o tem, kako živeti izven kulturnih in družbenih norm, o socialnih omrežjih, smislu življenja, knjigah za samopomoč in številnih drugih tematikah. Ostani z nami do konca podcasta, saj v zaključku Blaž predstavi, kaj zanj pomeni dobro počutje in njegove 3 nasvete za dobro počutje. Tako, zdaj bom prepustil besedo Blažu, prijetno poslušanje, upam, da ti bo podcast všeč in zanimiv. Se zasneva? Ok. Je pa bolj tako spontano začetek. Toliko bojiš, kaj? Toliko bojiš, ne? Vse prav. Tako. Blaž, lepo pozdravljen na podcastu. Je prav čudno te klicati po imenu, nekaj smo navajeni. Je, ne? Iz srednje šole se... Jaz nisem vajen, da bi rečejo Blaž. Se klicati po priimkih, ne? Sicer to mi šlo ful na živce meni v srednji šoli, pač da so me klicali vsi po priimkih, samo je bilo tako, ne, se mi zdi, smo bili navajeni, ne? Ja, mislim... Meni ni, no, iskreno. Meni je zdaj že bolj čudno, da mi nekdo reče Blaž. Živijo Blaž. To se jaz tem. Pač, veš, se navadiš. Ja, to nam malo cajten. Bil v glavnem Blaž Marušič, jaz pa ti se poznava že tako kar nek cajten, ne. Po mojem, daj, malo odbojka, Kitaza, smo se spoznali. Težko bi bilo zdaj točno, ampak ja. Po mojem, ne vem, ko sem malo razmišljal, kdaj smo se točno spoznali, ne vem tudi jaz točno kdaj, ma se zdi, da je tam mala odbojka, ko se Čuli, če smo oba dva začeli igrati odbojko, recimo da v istem cajtu. Ko je bilo tam, ko smo prvi začeli Dobrovo kanal začeti igrati odbojko. To je mogel biti 4., 5. razred, verjetno. Ja. In polej tako... Najbolj kasno 7. 7, ja. Polej tako 8. razred, če obleže regijske reprezentance, ko smo že igrali skupaj, tisto je bilo že... Ja. Mislim, zanimivo mi je bilo, da si me prepoznal kot kredibilnega gosta za ta podcast. Ne, sej, veš, ideja za tem podcastom je tudi, da imamo ljudi, ki so meni in ostalim tako fascinantni, ki so malo bolj tako za reči unik, posebni, in ti se mi zdi, da si res tako v dobrem smislu po mene poseben. In sem mislil otvoriti oziroma začeti ta podcast z... v bistvu ti imaš na Facebooku, imaš naslovnicu, en citat, in bomo začeli kar s tem, ker se mi zdi tako... Skerhaljata. Moš ti povedal, je še vedno tako, se še z njim tako kako se reče, po istovetiš. Po iste. Being considered crazy by those who are still victims of the cultural conditioning is a compliment. Zdi, da ta kvot te kar... Skerhaljata, ja, se ne spomnim. Ne, nisem šel pogledat Skerhaljata. Ja. Vse drač bi vedel, da je tam, a to je, veš, Skerhaljata, se je še spremenjalo. No, tako da se mi zdi, dober kvot, ne? Dober. Zdi, da te tudi tako, te naredi nek v pogledu, kakšna si ti. Tako. A ja, naredi? Ja, sej, kot oseba. Zdaj, da bi prav namensko dal takega, da razumeš, ni bila ta logika najverjetneje. Mi je pa ful všeč kvot in da se ful znam, ko bi se reklo, ful mi je res zadnje, če pomisliš, ne? A ni? Ja. Če pomisliš, ki pravi ta kvot? Dejansko, ja, ker se v bistvu je zmeraj ta bolj svet, ne, se gre v to smer, ne, da moraš... Se reče, ne, mislim, cultural conditioning je jasno, ki je, ne. Ja. Zdaj, če za mnoge si nor, ne, mogoče za nekoga, ki je žrtev, ja, za koga drugega, ne. Tako mislim, ful mi je samo zanimiv, no. Ja. Se pravim, bi mu propoleti, ker haljata sem to izdal hor, po mojem, ker 10 let je možno. Ne vem, veš, da nisem šel, samo včeraj, ko sem šel malo tako čez, ko sem malo študiral, če bomo govorili, mi je ostal, mi je upadil ase, neko, to bo super. Ja, ma itak, a veš, kaj ljudje, se veš, kako je, ne? Družba. Ja. Ne? Vsi so
In se mi zdi zmeraj bolj, ne sploh ta socialna mreža, in tu bomo tudi malo govorili malo kasneje o tem, ne. Zmeraj bolj, da moramo biti vsi isto. Mislim, precej sledi nekim trendom, a se to verjetno bilo zmeri ali ne. Zdaj se bolj vidi, ne. Ja. Zdaj se bolj vidi, kak si, ne. A se bolj vidi, kak si. In pol te označijo za crazy, ka nisi po cultural conditioningu. Ampak ja, se mi zdi, da moraš kar imeti malo poguma, da stopiš ven z te, ne, iz tega conditioning. In ti se mi zdi, zmeraj si bil tak, nisi bil strah se pokazati kakšne akcije in Ja, In to je ena izmed takih stvari, ki recimo cenim pri tebi, ki si zmeraj povedal, Doro, itek, v bistvu, če v šoli poveš neka svoje mnenje in tako te kdaj pole označijo, da si pač troublemaking in tako. ja, recimo, evo, to bi se dalo dobro aplicirati. Veš, vse na marsikaj se da, ne. Ja. Recimo, ne, evo, zdaj, tako sem prav študiral. Mislim, zmeri bil, jaz pač tak sem, a veš, jaz nikoli se nisem silil biti tak, ali pa da sem se jaz en dan zjutro zbudil in zavestno odločil, jaz bom pa zdaj, ne vem, jaz samo probam ostajati pristen sam v sebe, tistim, ki je to všeč, mu je, tistim, ki me ni, me pa boli penis za njega. Mislim, a veš, samo ta logika je Ja. preprosta. Ja, ne, ker tudi v bistvu nekateri se lahko tudi rodijo s tem, pa pole zaradi tega cultural norming, ne, pač zatrejo ta svoj. To je res, to si dobro rekel, ja. Tu se mi zdi, pole rabiš ti te poguma, Ja. staneš to, kar si. To si res dobro rekel, ja, v bistvu dejansko bi res, ja, vse verjetno dosti ljudi se pole skozi leta, ma se tudi jaz, ne, a veš, veš kako je, vse ljudje se spremenjamo, ne, to je dejstvo, se ti danes nisi isti človek kot pred 10 leti in tudi čez 10 let verjetno naš isti kot danes, ne. Zdaj, ja, eni so verjetno bolj nagnjeni k temu, da se bojo spustili v neke, ne vem, kako bi rekel, konformizem ali pa ne vem, zdaj pač jaz pa pač res nisem tak, nikoli nisem bil, upam, da tudi ne bom, ne. Me pa všeč, da nekdo to ceni, ne, pa očitno neka monarija z kanala, ki ti ne posluša. Ja, tako je, ja. To je zdaj backstory, ne, predlagane sta te dva iz kanala, ne. Tako veš, ne veš, Vem, kdo je, ampak ja, pustimo, ja, da ne bomo izpostavljeni. No, tako, tako da bomo videli, ne, po mojem bo dobro, ko boš Zdaj, se pravi, če je en človek, ki bi me rad poslušal na svetu, je že dosti, ne. Sej pač itak, tudi jaz nečem s tem podcastom imeti samo neke velike hoste, ki bojo pač samo zaradi tega, da bomo imeli neke velike všečke, pa neke velike lajke, pa dosti ogledov, pač tudi tako je malo tudi neke stranske tematike, pa tudi neke take hoste, ki so meni zanimivi. Ne. Ja, se boš vedeti, se na koncu klepa bo videla moj fris, bo flikal na, se veš, clickbaiting. Celik prej sem razlagal Niku, ne, če te pozna, sem vprašal in to je rekel, da verjetno, da ne, in potem sem rekel, tisti letniki, pač naši, ne, če omeniš ime Blaž Marušič, te poznajo skoraj vsi, ne, tako da. To zdaj ne vem, to res ne vem, ne, zdaj tle me govoriš, kot se jaz kdo, ne, ki v bistvu, a veš, ki pa sem, ne. Ne, se bo tako pač, ne. A veš, tudi ta, ne rabiš ti nekaj dosežti v življenju, da pač si nekdo, je tudi ono, da si pač, ko si rekel prej, da si to, kar si, ne. To se strinjam, ja, sej ne rabiš. Samo, ja, sej, ko sem te rekel, ne, sej, imaš, ne vem, tle fotografa, veš fotografije, imaš ono, ne, odbojkašico, imaš favor od odbojke, ne. Zdaj, če povabiš nekoga, ki ni nič, ne, lahko govorim od vsega. Ja, vse, ne. Tako da, Me prav zanima, kam bo zapeljal ta podcast, no. Tako da prej si rekel, da ti je bilo to že dano, da si bil tak, ma je bilo tudi recimo ki te je malo bolj usmerjalo potem, da si tak, ko si, ali si samo pač ono. lej, tu sem imel nekaj eno debato, tako zelano se mi zdi, mislim, da to je odvisno vzorci, ki jih vzameš z družine, že ko majhen. A veš, jaz sem brat, starejši brat dvojčic, ne. A veš, kaj če ne, če sem bil star 2 leta in pol, so v moj tisti egocentrični sistem takrat prišli še 2 biti isti, ki so uživali ful več pozornosti, kakor recimo otrok jaz v tistem cajtu, ne. Razumeš, kaj če reč. Pole, tudi tle se pozna v nekih onih, ne da si hočeš biti bolj recimo lahko opažen, ne, lahko hočeš bolj dokazovati svoj prav. Aha, mislim, da si pole iskal neko pozornost in tako, mogoče. Ma, to niti ne toliko, ampak vedno, a veš, se veš, kako je retal, ne, da vse pride iz družine, pa te scene, ne, in
isto tudi tle lahko izvira s tem lahko, ne vem, a ne trdim tega, ampak sigurno je tudi tle malo se že rodiš tako, ne, da si že bolj prirodno pač tako si, ne podvržen toliko podrejanju, ne vem čemu, ne. Samo popravim, sigurno pa tudi po moje to je, da se, a veš, a štekaš, ki če Gaj se veš, prosto te zaznamuje, no to če rečem, pač če v nekih tistih kritičnih letih se pojavijo še dve biti, tako in pole moče, to je tako neka ena teorija, ne. Ja, psihologi pravijo, pač tako, kar sem prebral v tej literaturi, da so dve kritični obdobje, tam, ko si otrok, ne, in pole je najstništvo, ne, in se mi zdi, to tudi dvoje te ful zaznamuje. In kadar si otrok, pole te vzorci, in pole, ko si najstnik, ne, pole verjetno je tako, mi smo bili najstniki, športniki, ne, nas je ful šport vplivo, ne, pa verjetno že prej tudi na otroštvo, ne. Sigurno pole, če imaš neke, če dobiš, ti si imel v tvojem primeru sta mlajše sestre, ne, sigurno pole tisto malo. Dve isti, ne. To je to, ne. Pa meni je zanimivo, recimo tudi, recimo, da ste ful različni karakteri, tipa recimo sestri, ne. Ti si prav ekstremni za reč, ne. Ja, to tako na prvi pogled, veš. A ja? Ja, v nekem bistvu, kaj vem, če smo zdaj spet toliko različni. Ja, jaz sem dosti bolj zgovoren in pa, ne vem, recimo temu odprt, ampak ja, se pravi, v nekem jedru se mi zdi pa, da še zmeraj nismo toliko ful drugačni. Vsaj kar se tiče nekih pogledov na svet. Vse tako se mi zdi, da se zdaj zadnje leta jih malo vidim. Ja, se pravi, jaz polovno šperno in toliko poznam bolj, ampak ja, na prvi pogled pa, ko si rekel, ja, pa prav, ne moreš reči, da se simplič, ne. Ja, dobro, ajde. Verjetno vizualno smo vsem neki, eni pravi, ja, pač ja. Ja, malo drugačne so, ne, vse so dobre. Ki pa pole recimo šport, prej smo omenili, da je ta druga malo tako obdobje za spremembe pa šport. Kako pa recimo šport, kako vidiš, da je vplival na tebe? Mislim, jaz sem bil itak, verjetno si bil pač zmeran športnik. Pač fuknen na to, ne. Ja, jaz tu je še zdaj in tudi že takrat in zdaj, kako je to tle vplivalo na mene, to je dobro vprašanje, ne. Dolgoročno je sigurno šport, se to verjetno je nek generičen odgovor, pač sigurno dober za 3000 aspektov življenja, ne. Zdaj, na mene je to tle vplivalo tako, da pač se veš sam, ne. Na začetku itak greš čez, zato ker pač je tako odbojka v kanalu edina reč. Ajde, jaz sem še bicikl furil že takrat, se res je. Pol dan sem se odločil za odbojko, kaj je tako bolj logično. A zdaj prav vplivalo, kako bi odgovoril na to vprašanje. A pač cajta ti pobere ful, to je prvo, ne. In kot drugo ti pa da, se pravim, 3000 pozitivnih stvari, ki itak verjetno nešteje vsak iste. Ja. Vse je logično, ne. Ja. Pol na eni točki pa pač preceniš, ne. A, ti je še vredno to. Oziroma nameniti cajt pa energijo vsemu temu, ne se veš, kako je, ko priješ enkrat na gor, ne. Da, to pa tebe prišlo, na faksu verjetno. Ja, jaz sem končal, kje je zdaj, 3 leta in pol nazaj, ne. Jaz sem končal v oni sezoni, ki je bila pol korone. Da sem njenjo malo pred koronom. 2019. Tam, ja, mislim, da je bilo zdaj decembra, da je bilo, ja, 3 leta. Ja, 2019 pole, ja, COVID začel začetek 2020, ja. Tako, ja, 3 leta, ki je bilo pri mene, ja, se pravim, pač razni unjenje. Ful cajtare, to je kupr, Ja. pa neki tej imajo želja še po čem drugim, kad vse lih ne, seš, kako je prišel prvo ligo, to je prav vse liha, ti daš za 300 evrov ali za 2000 evrov. Bil v prvi ligi ki smo bili, od tretja letnika, torej mi smo bili že prej tle v Gorici, ker ni bilo igralcev, so nas fukali noter že v prvi letniku, ne. Kar je bila največja napaka, ampak ja, pač prva liga, ne. Ja. Treningi vsak dan, tekme dvakrat na teden, pobere ful. To ti da, to vpliva. Navadiš se športati, evo, to je neka taka stvar. Jaz tudi zdaj, ko ne treniram več, meni se life ni spremenil. Ja, Samo da takrat sem pač hodil na treninge, na odbojko, zdaj hodim pač delati neke druge reči. To recimo bi rekel, tak največji vpliv, po mojem, kar kičem druga reči. Kako pa bil ta transition ven športa? Se ti je ful poznalo ali je bil tako gladko?
si se navadil. Zdaj ne vem, kako je bilo pred tebe, se ti si imel isto štorijo. Ja. Mislim, isto štorijo. Pri meni vem, da je bilo tako, da takoj, ko sem se odločil, da bom nehal, pač to je resno, kao se pravi, trenirati pravuno, ne odbojko. Mi je bilo prvo itak hudo, zato ker sem to s težkim srcem pustil, to moram reči, jaz se še zdaj čutim, da bi lahko igral odbojko, ampak je pač ne, zaradi bla bla bla. Ma sem pol kaj hitro dobil druge strasti, ne, v drugih športih, tako da pol mi ni bilo panike. Ti ni bilo Pol sem primil lopar, sem začel uživati tenis, sem kupil kolo, sem začel honiti kolo in mi je super. nekaj zanimivo, ker recimo spet psihologi pravijo, da kao športniki umrejo dvakrat, prvič, ko končajo kariero, ne, in drugič, ko pač zares umrejo. Ja, samo veš kako je, ti mene zdaj še zmeraj ne moreš šteti preko nekega težkega profesionalnega. Ne, samo pač, vse smo bili pač polprofesionalni, še vedno se šteje kot, mislim, jaz sem sebe imel za reč, ko polem nazaj, takrat sem bil športnik, pač sem treniral, In ti ko počutil, da si umrl, recimo, prvič. pač nek ego def je bil, ja, pač, Shit. ja, oziroma Mogoče. pač del neke Identitete. identitete je šel, ja. To je res, ja. To je res. Ja. A veš, kako se nisem mogel več poenostaviti, mislim, poistovetiti s tem, oziroma se predstavljati kot, ja, jaz ti igram odbojko, ne. Štekam. Ja, v bistvu ja, to je res, ja, tu si rekel. Ja, ker To je res. nekaj te zaznamuje, ne, mislim, ti da neko identiteto in to, ne. To je res, ja, to je res. Mogoče to je, da je bil še najbolj oni. Zdaj pa nisem več, pa cel life sem imel, ne. Pa samo ko pravim, politik dosti hitro dobiš pa neki drugega, ne. Saj jaz sem tak. Saj en drug dobi pa verjetno, ne vem, kitaro ali pa Ja, nekaj moraš zamenjati, nekaj, če ne, ti manjka, ne. In, ja, res je, res je, skozi je, ne? ja, Vseško je šport. skozi. Se zato mogoče nekaterim športnikom res, ko trenirajo celo življenje in končajo pole v 30-ih, 40-ih, ne. Pole kar naenkrat zmanjka, ne, je ona praznina in pismo, kako zdaj tu zapolniti, ne. Ok, pole, če greš za trenerstvo, ajde zapolniš tisti del s trenerstvom, ne. Ja, dosti pa staja. Ja. Če pa nimaš teza, ne, pole pa že problem lahko rata, ne. Ki pa zdaj, ne, pole zapolniš cajt in tisto praznino z raznimi substancami. Ja, vidiš, to je dejansko ful dobra debata, samo to moraš govoriti z nekom, ki je res šel tu čez, ne, ki ima 20 let karijere za sabo na profesionalnem, visokem nivoju in si znam predstavljati, da tam pa res, ne, zdaj mi tle smo niko in ništa, kar se tega tiče, Ja. ni omembe vredno, ne, dejansko, ma. Eden, ki je pa res naredil kariero in ki je res temu dal dejansko cel life, ne, mi še zmeri neki faks, pa malo uno, pa tretje, pa zdraven je bila pol ta odbojka, ki je bila še zmeri precej resna, ma vse lih, ne. Enka je pa dal vse v to, 100%, in pol mu tisti 100% vzameš, to pa po mojem mora biti. To bi mogel govoriti z neko Tino ali pa ne vem kakim takim, ne. To bi moglo biti kar. Vidiš, ja, dobra ideja za pole za naprej. Ja, mislim, a veš, nekdo, ki je to res, ne. Ja, se je res, pač, ko pomisliš, ne, sploh ti profesionalni, ti zanimaš, ok, lahko narediš kakšno šolo, da imaš neko podlago za pole naprej, ma ti za 20 let treniraš vsak dan, dvakrat na dan, da si pač druga. Ja, ne, to ti veš, ja. Ja, Prav težko si predstavljam po eni strani, ja. kako bi mogel biti ta preskok. Ali pa recimo odvisno tudi, koliko si povezan sam s sabo. Prej si že rekel, da si pač ti bolj tako povezan sam s sabo, tudi jaz recimo dosti posvečam tej notranjosti in to. Se mi zdi, če nisi dosti povezan sam s sabo, če ne poznaš samega sebe, ti je še toliko težje, ne. Ker si čutiš že prej, ok, zdaj je karijera v koncu, kaj bom delal, ne, zdaj pa če čakaš do konca, da se ti konča karijera in pole, pismo, ki pa zdaj, Ja, ne vem, si predstavljal. ja, ne, sej mogoče res, dobro, zdaj povezan sem s sabo, ne vem, to je tako abstrakten pojem. Samo, ja, po mojem, dosti teh športnikov, veš, oni padajo noter v ta cikl in pol niti ne razmišljajo. Ne? Ja, pa In to. pol jih mogoče hitne tam pre enih 35, fuck, jaz sem A pa si ti zočeš, si ne dovoliš razmišljati o tem, ne. Se to pravi, Ja, ti padeš ja. v cikl, pohodba leti vsako leto nova, niti ne razmišljaš, kaj je še dober. Ne vem, se pravim, težko je tudi jaz, kot jaz tudi tle govorim, ampak ja, si znam pa predstavljati, da znam biti zajebano za ena, recimo, končati tako. Se doživijo, ne? Se ne vem zdaj točno primeru, ampak doživijo dosti športnikov prav ta. Ja, to recimo tudi v Ameriki se mi zdi, da je malo bolj, ker tam je še malo bolj ekstremno vse, sploh recimo kakšni ti profesionalni ameriški nogometaši, footballers, pač ki itak služijo prej milijone in pole kar naenkrat končajo kariero, lahko zaradi kakšne pogodbe. Ja, cajte za prodajati in pole so delali študije, da večina
oziroma ne vem, ful visok procent, zahoni vse, kar so do takrat zaslužili. Ja, Nek zaradi tega, da pač brutal, ne? Ja. Brutal, če pač brutal zavis, ne? Ja. 3 od 4 je možno, ne nekaj tega. Ja, pač ne vem, se ne spomnim, kakšen procent je bil, dobro malo je tu tula, ki jih nikoli ne učijo od financ, ne, Ja. pač kako vlagati ta denar, ki so zaslužili to, ne, itak pole živijo na ful veliki nohi, 10 bajt in take, ne. Ja. No, malo je pa tudi duno, pismo, ki z denarjem, ne, imaš cajta preveč, pa začneš pa tiste substance za pač, Je res, ja, ne. Treba tisto Praznino. praznino Ne, noter, praznino. Ja, vse to si dobro rekel. Ja. ja. To je zanimiva debata. Ja. Samo to je res bilo dobro, da pokneš z enim tlek, se pravi, kaj dejansko to dal skozi, oziroma kaj je naredil ta preskok še bolj. Ne. Ja, mi vse nismo trenirali, okej, to je odbojko koliko, 15 let ali nekaj, ja. S tem, da to je bilo od mula ta hor, ne. Sej, enkaj je pa bil recimo 15-20 let profi, ne, je pa prav druga štorija. Ne. Fart. Tako je. Čakaj, ok, te bomo malo porezali, menik. Ma se postiš, se pravi, se ni bolj pristno, mislim, ne, sej kubest. Ja, ne, res zdaj, te tranzične in tako. Ja, mislim, se tudi veste, vi kubim paša, ne. Ja, malo se še jaz. Se mi zdi, da je bolj sproščeno, če pustiš, ali, da je, ali ne vem. Ja. Ne, malo se tudi jaz še lovim v tem, kako voditi naprej pogovor in pravim, da je čim bolj sproščeno, ti lahki prehodi, samo vsake toliko pole. Kakšno tako vprašanje. Jaz ti znam predstavljati, se sem ti prej rekel. Tu je nek format, ki je nov, ne vem, nov ali ne. Ma ni intervju format. Ni intervju, ne? Ja, načeloma, tle zdaj z malo nič ta problema, ki lahko blodim tle do jutra, ne. Zdaj, če pa prije en, ko se rekel, nekaj vprašanje, odgovor je... Ne, ma tudi tisto ni v sproščenosti. Ja, ni pristno, ni sproščeno, ne. Dobro, zdaj, ko smo že pri temu, prej si omenil, da si tudi na športklubu komentator. Ja, nisem vedel, tako da lahko zdaj malo več predstaviš o temu. Ne razgledam toliko, zdaj bo vedel si. Zdaj te bomo vsi gledali na športklubu, evo. Ja, neč, ki si redel zapovedati, ne. Ja, ne vem, ki si strokovni komentator. Ali prav komentator, glavni komentator. Bojkica. Sicer zdaj, ko pravim, zdaj nisem toliko cajta, ker sem bil hore, ne, na Poljskem. Lani sem začel, ki je 1 leto nazaj. 1 leto nazaj. In kako ti je izkušnja? Ne, meni mi je super, ne, zato, ker itak me teče jezik, ne, to je dejstvo in pa tudi, šel sem probat, zato, ker sem vedel, da jaz bi to tle dosti lažje delal, kakor nekdo drug. In zato sem tudi prišel zraven. Sej selekcija ni kar tako, da ti prideš če in rečeš živijo, jaz bi to zdaj tle, pač je cel nek proces, da ti prideš zraven. Ne. Tudi govor in uno in tretje, ne, zdaj tle, veš, je tako, ne, ima tam, Milovanović, če veš, ker je Ivo, ne, to ima on neko šuelo čez in... Ja, ti reš tam čez ful nekih krohov izločanja oziroma selekcije, ne. Ja. Prvo predstavi domači kraj, predstavi sebe, veš, da oni vidijo, kako se ti znaš izražati, kako znaš uporabljati jezik, pa reš počas naprej, ne, klapa izpadava ven, ne, pa na koncu jih ostane toliko, ker še neke posnetke tekem komentirati in tako. In ja, se pravi, meni nekako mi tudi relativno leži, zato sem šel provati in na koncu, ja, sem prišel jet napred, ne. Ja, in pa je treba paziti jezik, ne, ne mora govoriti, kako zdaj govorim tle, tam moraš opaliti nek alter ego, igrati komentatorja. Igrati komentatorja. Ja, tu se malo poistovetim s tem, zaradi tega, ker jaz ravno tega delam še v angleščini, ta burnout, in tudi moraš malo spremeniti nek način, kot nek switch mora biti, ne. Ja. Iz starega z tebe. Ja, dobesedno. Ja. Dobesedno. Ker tako ti reče klapa, ne vem, kdaj, ko sem komu rekel, kako ti to delaš, ti zdaj pogovoriš, ja, zdaj tle govorim, tako je. Ma pač tam je, da oni slušalke gor, je kot oni, ki prej v gledališče, igravc, je ono, ne, vloga. Ja, ki vem, se pravim, zdaj, tam se nisem zdaj toliko cajta, ne. Zanimivo. In kako je tako izkušnja, se predstavljam, da kar padeš tako noter v flow, v nek občutek brez časja, oziroma kako si... Ja, džansko. Ja. Zato, kaj tak si zaprt, ne, ti si tam sam dohrikal, ne. Pa kje si to prav? Studio, ali kako imaš? Studio, pač, kako se reče? Kako so? Ja, mislim, pač, en ekran je uno, kaj ti komentiraš, drugi je pač kar že ven, ne, Okay. In ti si to noter sam, si tako filozofsko gledalo, če misliš, je ful zanimivo, ne.
tako en sam človek v neki sobi, ki tam neke 3 ure blodi človek ekran pač. Ne? Ja, verjetno, če bi te kdo gledal, oziroma če bi gledal sam sebe. Ja, pač je, a ni, mislim, veš, kaj pomisliš. To tako zgleda, ni nič posebne. In pač je, kot si rekel, pol ujameš dejansko ti flow. Zdaj, ko pravi, zdaj res nisem delal že toliko cajta, zdaj včeraj sem prvič po 7 mesecih, ko sem bil gor. In če ne pa ja, lani, ko sem več, ko padeš enkrat noter, je kar dobro, ker dejansko ti si tam plačan, da gledaš televizijo. Ja. Dobesedno. A ti jezik sam steče, ali moraš tako, kak je feeling? Ker recimo vidim pri sebi, na kakšnem tem podcastu je bilo ono, ker zgubiš občutek za cajt, padeš prav v tisti flow, ko reče, ne, ta športni flow, in kar teče. Ja, itak da dobiš, tudi tu tam dobiš, seveda. Ma se to po mojem pri vsakem delu, pri katerem si ti ful sfokusiran prije do te točke, ne? Vsaj po mojem. Ja. Če veš, da si res, ko se reče, mindful, v tistem, kar delaš, boš prej sve padel v ta flow. So ta problem, če je pol dolgo, začneš zgubavati koncentracijo in tudi ne. Kdaj je bilo, si spomnim lansko leto, tam neke tenis, ne, duh, in pol imaš ti 2-3 tekme tenis, ne. In se zna zgoditi, da na koncu si že res pač truden in zmeden in pol ne vem, enka opre televizijo, se misli, kje je tam, mogoče malo pijan, ne, takrat pa jaz sem škomi poštekal, pisa, ni nujno, mogoče komentator ni pijan, mogoče res samo truden, ne. Dehač pa ja, jezik, ja vem, mene steče, no. Ja, tu, ko si zdaj omenil, tu sem slišal enkrat Joe Rogana, dobro, pustimo Joe Rogan, je prav svoja kategorija, ne, svoja klasa, ma je rekel, da če ponavadi, ko ima 2-3 šove na dan, ne, prva še ve, ki se dohaja, drugi že malo tako, ne, in pole tretja sploh ne ve, ki se dohaja. Ja, skadi še kamoj na mest, verjetno, in pole, tak, ja, se znam predstavljati. Ma nisem povedal, jih snema več na dan, zelo ima res dolge. Ja, mislim, šove, ali je mislil tu MMA show, ali je mislil fora komedije, ali zdaj pa ne vem točno. Eno in drugo. Ja, lahko eno in drugo, in pole je rekel, da v bistvu kdaj se zgodi, da ja, se ne zavija, sem tu že govoril, ali nisem šel te najbolj. Ja, da je bilo zjutraj. Ja, dejansko, ja. Ne, pride si urno, ja. Zanimivo. Ja, cool. Odbojka, tenis, rekel. Ja, odbojkica, tenis. Odbojka, tenis. Kako je bilo zdaj na Poljskem, ko si bil gor z Lano? Pa v redu, mislim, se je zgor že izkušnje. Ja. Po eni strani je psihično naporna, po drugi zanimiva. Kako psihično naporna, kako misliš? Ja, mislim, se sem prvič zdaj, ne, v tujini, tako za več cajta. Ja, šel sem malo na freestyle, jaz nisem šel gor, recimo ona, ali pa da bi imel neko službo v 4 minut prej, ali veš, da bi gledal, jaz sem šel gor, se podal v neznano, ne, se odpravil in videl, kaj bo, ne. In ja, pole rabeš en cajt, da se dobiš, veš, vse veš, kako je, ne, to ne vem, ti si bil kdaj tako v tujini, nisem bil. Nisem bil, sem bil pa lani, ker sem končal v proteinih, sem bil fora tako pol leta freestyle in je bilo uno. Ja, če rečemo, zdaj predstavljali to v tujini, ker nimaš, ne moreš tam, nobene ne poznaš, to je že kot prvo, ne. Kot drugo, ko jaz, nisem imel nobene službe, takoj, ko sem prišel, je težko, nimaš ti nekaj socialnih stikov, ne, če imaš ti neke sodelavce, vsaj z njimi vršiti batom, ne. Sam, prvo začetku me še malo pašalo, umiral in to, pol pa ja, ne. Če že zabaš gledati neke stvari, no. Ki ti je tako predstavljalo najtežje, zdaj, ko pogledaš nazaj, recimo? Ja, tisto pomanjkanje socialnih stikov, ali bilo nekaj drugega? To je jaz... Ker si tak socialni človek. Veš kako je, jaz zmeri pravim, ne, kaka je ona najboljša definicija ekstraverta in intraverta. Jaz rečem, ekstravert se pune, kadar je z ljudmi. Ja, to je res, ja. Jaz pa ne, jaz se punem, kadar sem si bulno. Ja, res ne, pač sem rad med ljudima, jaz se napunem, kadar... A to pa ne sem vedel, veš? Ja, precej, ne. Samo zato, ker sem pač zmeri bil to, da sem rad hodil ven, na 3., 4., ima deep inside raben tistih, vsaj 1 uro, veš, kaj čelaš. Tako, kar se tiče tega, na začetku ni bilo panike, ne, potem sem pa itek že dobil neko rekreacijo, pa malo pa 3. Bolj je bilo tle težko, ker jaz nisem imel neke službe, ki bi te, recimo temu, izpopolnevala, veš kako je, se počutiš ki dela v life, ne. To je taka, trud je treba vlagati, ne, socialne stike, dosti več kot tle, ki te vsak pozna. Tle se šetne nol do kanala, 7 kafe, ti smo pečen za reč, ne. Zemljice, mislim, to je smislo, ne, pa pol ful si sam, ne, res ful sam, ne, zdaj 2 ure, tudi več, ne, jaz sem delal pol globo, veš, tudi spet sam, ne, imaš res cajt za razmišljati. Kar ni... Zna zjebati. Ja, včasih ni dobro, da imaš preveč cajta za razmišljati. No, tak.
Itak. Vse, mislim, zdaj, ko smo itak ta naš današnji svet je ful tako distrakcije, skozi distrakcije, fajn, da si vzameš cajt samo za razmišljati, ne, da malo odmisliš vse pa predelaš, pa če preveč cajta je pa... Ja, veš kako je pole. Pole začel leteti vse žive misli, ki jih nikoli ne zaposliš, neki predelno. Ker pravi, mislim, da tu pravi Tim Ferriss, če se pravi nimaš nič, da okupiraš glavo, svoj ne, ti bo začnu delati težave. Ja, dejansko, če ti ne okupiraš z nekimi težavami, problemi, ne, ti bo ustvaril težave, da se bo sam sebe okupiral. Ne. Ja, ne, se to je zelo dobro povedal. Ja. Tako zanimivo, ne. Nisem sploh prepričan, če vem, ker je ta Tim Ferriss, sem slišal njegovo ime, tako že stoje. Ja, Tim Ferriss ima ta ful velik podcast, je pisal knjige, pa... More propole, to znam po imenu, da bi... Pač meni je ful všeč. Nijem frisa, da bi vedel, kar je, ampak ja, ne, se to je dobro rekel, se to je res. Bolje ste se zaposleval, ne vem, dosti sem bral, tako magistrsko so take fore, ne, veš, bolj se že dobiš, ne se ni zdaj, ne. Ja. Samo je pa prav drugačen reči, a reš ti nekam, ko recimo lana, ki je šla igrat tja, ali pa ko jaz karem, nek freestyle zdraven, ne. Kje si ki bral, kakšne so... Ma več knjig. Kakšne knjige oziroma z kakšnih področji? Čital sem Alkimista. Nice. Pol sem čital Hudičev dnevnik, če veš, kar je. Tam, to je od... to so dobili zapise od idejni vodja Tretjega rajha, znači te nacionalsocialistične stranke, Alfred Rosenberg. In je napisano skozi, kako je šlo ta pač nacistična Nemčija dobesedno. Ma ful dobro napisano, kar je tako lepo. Na podlagi tega dnevnika so. On je bil neka desna roka v Hitlerja, no. Evo, Alfred Rosenberg. To sem bral, ki sem še bral. Bral sem 1984, če poznaš. George Orwell, to je ful. Ja, tu sem... To moraš vsak prebrati, to moraš prebrati. Tu sem videl na tistem dokumentarcu Ikarus. A tam je? Mislim, noter je bila ta knjiga v tem, no? Je omenil, je omenil noter. No, ne vem, možno, ne vem, to je meni. Lana dala in sem prebral Fuldoro, to je res, to bi vsakmu priporočil to knjigo. Ne. Kje sem še bral? Še nekaj sem bral, potem sem bral zdaj te nekaj, ko nisem še končal od hierarhij pa v mreži. Ta je malo bolj težka, ko že neko učbenik, neka zgodovinska, Trg in stol se kliže knjiga. Čekaj, ima hierarhija tako v družbi. Ja, pač ta knjiga govori pa od, ko se formirajo, pač kaj, misliš, hierarhija je država, omrežja so pa prepletenost, prosto zidari, iluminati, uniklub, ekonomski forum, a veš, te pizdarije. A to je bolj zgodovinska pogled? Ja, gre, tako kar zgodovine gor, ma pride tudi do danes. Ful zanimivo, drugače isto, samo težko malo. Ma ne vem, tako se pravi, pol malo svoje, prosti tako malo, ki za magistrsko. Alkimist, Eckhart Tolle, ne? Ne, Alkimist je Pablo Coelho. Pablo Coelho. Španc, ali se ne vem. Štorica je tisto tako. Ja, ne sem slišal, sem jih zamenil po leta. Nekaj enkrat sem mi tudi predlagal, bil na Instagramu in to, od tega Eckhart Tolle, The Power of Now. Pa Dolenšek, fan. Ja, to sem prečital, Je taka dobra knjiga, tudi jaz sem jo prečital, je fajn, ne? Taka meditacija. Pač ni štorija, ne? Ne, ni štorija. Sem prebral to knjigo dvakrat celo. Ker sem bral prvo v angleščini, pa sem šel brati v slovenščini. Kje te boš brati, v slovenščini ali v originalu? A tako nasplošno? Mislim tako, ali nasplošno, ali pa recimo ta knjiga. Ma jaz priznam, mene ful boš brati v slovenščini. Zato, ker itak mi je dobro jezik naš realno. In pa tudi nisem jaz zdaj spet tako kojeni, veš, ko me je prirodno, da kar ful dobro znajo angleško. Sej znam itak, sej nisem mone, ne, samo... Če je neka zajebena knjiga, a veš, če neč, traja več cajta, samo to je, rabiš več cajta, da poštekaš lahko kine. Zdaj, verjetno, če bral neko kriminalko, tam bi obral, samo ti pa ne verjem, ker se me pa ne da. Ja, to blano, ne. Nekaj, če se mi zdi pa nekaterih, sploh če ni dober prevod, se zgubijo stvari, oziroma zgubijo tisto pristnost. Jaz sem recimo bral prevod, ta Miroljubni bojevnik, no, če si se že slišal. Ja, tista tudi ful dobra knjiga, je povezano šport, meditacija, mindfulness in to. In prvo sem bral v slovenščini, je bilo obup, ker so bile tudi noter, mislim, je star prevod, jih sploh ne dobiš več tako zakupiti.
je bilo ful enih slovničnih napak, pa veš, se zgubi, poleg sem šel brat pa original, se mi zdi pa je bilo pole bujš. Tako da nekje se pole tudi zgubi ta pristnost. Je pa lažje v slovenščini, ne, ker če bereš v angleščini, se moraš hkrati Nikoli, ta je bila edina knjiga, da bi sploh lahko naredil primerjavo. Nobene knjige, še nisem šel brati, edino tu sem šel dvakrat. Ja. Tako da, ja, nisem pa zaznal take razlike, se mi zdi, da je bilo tudi. Ja, pole je bil očitno dober prevod, ne. Kje ti je recimo ostalo te knjige? Ker meni je kar tako, mi je fajn knjiga, pa tudi tako se mi zdi ful pomaga, sploh v današnjem cajtu, kako te čustva pa emocije uravnavati, pa kako malo umiriti ta naš šum, kaj tak dela. Ja, mislim, se dejansko je zanimiva, samo meni se mi zdi, kakor da je, da ful nažiha, da bi lahko bila krajš pač. Ja. To je moja prva misel, ko pomislim na to knjigo. Pač tam bi tiste svoje misli, koncepte, kar je te v tem povedal, bi lahko ful prej končal, mislim. Ali so meni to zdaj? Ja, tu so pa problem pri teh personal development books, ne. Lahko bi napisal vse v 10 straneh in pole razšire. Vse pole, veš, kje je fora. Jaz sem, v zadnjih 2 letih prebral par takih knjig, sem delal še v neki trafiki tam in pol mi je pašalo malo brazam, tako je, itak me je zanimalo in uno in tretje, bla. In priješ do zaključka, da to teh knjig self-development, ne vem, ki je full bullshita, tako full je. Pa se mi zdi, da se ene niste ideje ponavljajo. Samo vsak avtor in prednadolgo so napisane za brez veze in tudi nekaj, ki je tako precej samoumevno, ali pa ni neke, veš, ki še reči, nima neke dodane vrednosti hrozne, vsaj dosti od njih. Čeprav se ta je dora, tako realno. Samo ne vem, ki mi je ostalo najbolj, se pravim, pač ima zanimive te neke svoje one poglede in to je kao sredotočenje na ta zdaj, pa vse to je samo, ko pravim, se to je precej... Ja, tu pa res je malo... Ko breg gore, tako. Ko se bi sploh poreklo. Pač, dosti je tako malo abstraktno, ne? Težko je, pol se mi zdi, ker reči, to je pa to je pa ono, ne? Res bi mogel to vsak prečitati, pa si ustvariti svoje mnenje. Ja, se večini knjig je tako, ne, moraš ti prebrati, pole, mogoče ti odgovarja, mogoče ne. Se mi zdi, da se pri teh knjigah dela preveč uno. Ja, preberem toliko knjig na leto, ne, in delaš v bistvu neke trofeje ven z njih. Ja, jaz jih premalo, jaz priznam, jaz bi ful več bral. Tudi jaz, tudi jaz. Seško je life, ne. Ja. Pa uno, pa tretji, pa četrto. Pa ja, za knjige se moraš vzeti tako in cajt, moraš imeti cajt, pa tudi tako, da odneseš, ki res z njih se moraš vzeti, pač tudi ono, ko prebereš, pa dobro razmisliti o tem, pa pole implementirati v life, ne. Je sploh take, ne, nekaj take. Ajde, da bereš neke zgodbice, da bereš samo neke romane, tako da tisto je drugo. Znaš kaj fora, se ti imaš tudi romane, ki ti dajo zelo, zelo misliti, ne. Se ta, recimo, 1984, je roman, ki ima noter... Mislim, da ta roman je bil celo v Sovjetski zvezi, bil prepovedan, Promovoč. Tega, ki je bil pač tako... Ja, se to načeloma je, končeš kritikama, kao socialističnega sistema, samo jaz to ne vidim prav tako. Ta knjiga je bila najbolj zanimivo, vse je, ki je napisana leta 1960, ne vem kdaj. In ti, ki bereš zdaj, ti pač si ono, na tepe to napisal 60 let nazaj. Hardcore. Se to je še, se spomnim, ker nam je naša profesorica slovenščine razlagala, kjere knjige so najboljše, tiste, ki ostanejo skozi cajt, še vedno masterpiece, oziroma se z leti še izboljšujejo. Ja, res, ja. Ker lahko prebereš knjigo iz prejšnjega stoletja, pa se še vedno poistoveti z njo, ne? Ne, hard, ja. Ta je res taka, to bi res rekel, da bi mogel vsak malo prečitati. Ker ti da misel, ne, ti si bral to. Ne, nisem. Se pravi, samo enkrat sem jo zasledil v tem dokumentu. Prebelk sem enkrat, ker sem cajt res zdaj to. Govori folo, da družba konstantnega nadzora. Imajo neke telekrane povsod, tam pa neka ministrstva za proizvajanje resnice, pa kontrola jezika, kontrola misli. Kdor kontrolira preteklost, kontrolira prihodnost, tako ful zanimivo. Ja. In to je kot štorica narejen. Se pravim, ful dobro knjiga. Kontrola in moderna družba, zdaj smo še malo pri socialnih omrežjih, imaš ti kar tak zanimiv pogled na socialna.
tudi takrat ste naredili uni video spot, kako se kuhiča, kako sem zaključil, če je že to, kako je navidezna sreča. Ja. Je kar leka. Jaz ne poznam zgodbice v zadnjem, mogoče tudi verjetno marsikdo ne. Od čeha, od video spoda? Kako je sploh prišlo do tega video spota, ki ste želeli s tem video spota gledati? Do tega prišlo tako je, da mi na faksu smo imeli predmet osnove videoprodukcije ali nekaj v tem stilu, ne, to je kar šlo ono. In za zaključni izdelek je bilo končeš treba narediti nek daljši izdelek. Lahko bi naredil reportažo z tekme Brda Sežana, lahko bi naredil, ne vem, nekaj v stilu potke, ne vem, tako je, razumeš, nekaj da je daljše, ne. In jaz sem Živko, Živko, DJ, smo razmišljali, lahko bi naredili video spot, ne, kaj je najbolj zabavno, tako je. In pa rekel, ni panike, ne, lahko naredite video spot, samo mi pač nočemo zaradi avtorskih, da bi vi delali video spot na ne vem, ker komad, ne. Da, naredimo še komad, ne. Če kdo je napisal besedilo? Ne, besedilo sem pisal jaz. V bistvu sem imel že kar precej napisano, zdaj smo se pol malo še dodelali, muziko je naredil pa pač Živko, ko on to obvlada. Tako da ja, pa je tako ratalo. Če se naredi video spot, moš narediti še komad, zaradi avtorskih, ne, končeš nam zdaj tle delali na video spot, od mame, ne. In pa smo pač naredili tisto. Ja, jaz prvič, ko sem bil prav, to je prav za Marušiča. Ja, mislim, vse je spadlo ful dobro. Ja, ful dobro. Snemali, Pa mnogo je nedu, koliko je bilo? Mane, ful. Ti zaveš, kje je fora, nisi so posle neki metal ven, da bi zdaj tisto šeril, pa se prodajal, pa v nas tisto enkrat poknil na Facebook, se je nabralo, ne vem koliko, res ne vem, bi imel pole, par tausend, v tistem enem tednu, pole veš, ko je hremimo, ne. Ja. In kako ti je bilo tako biti v vlogi reperja? Dobro. Ja. Samo zajebeno. Takrat sem videl, da je dejansko zajebeno posnet komanda. Koliko cajta ste so snimali? Verjetno je bilo... Se pravi, dobro je bilo, ka besedilo sem jaz imel že kar dosti napisano, ker sem tako, ne vem, neki uspod enkrat, ne vem, neko obdobje, ker sem neka besedilca štepil tako za joke in... Nič, pol kivijam, koliko cajta sem snimali. Mislim, video spot smo pol bolj se zajebavali. Se tisti komad, veš, ka je on naredil muziko, pol ti moraš samo lepo ujeti. Sem mislil, da je lažje, veš. Veš, kaj če reč. Sem mislil, da je lažje jeti en komad skozi, pa se zaletiš, pa se zadihaš, pa zajeti. Ja, ni tako je dostalo. Sploh če češ, da je posneto dobro, ne. Ne možeš tam ti posnet, ker one take živijo, kar je. Mi smo tele, da res izpade, da je, ne. In sem ujeti parkrat skozi, ne. In koliko je tako vzelo? Še teden, pa, 3? Ne, počnili smo v enem dnevu. A ja, vse v enem? Ja, mislim, pol video spot smo več cajta delali. Dobro, tisto... Samo audio smo, zdaj koliko cajta on delal muziko, to niti ne vem. Dobro, tisto je tako, kar sem bil za sladi več, ja. Ja. Jaz kar sem bil za Jaz tu pa, sem mislil, da tako ste par dni snemali, ne? Pač samo različne lokacije, tretje. Ja, video spot, ja. Govorim zdaj audio. Ja, audio smo posneli v enem dnevu in pol video spot smo pa delali, ja, pa sem zastopil, da ste vse skup. Ne, pol video spot smo delali par tednov, itak, ja. Zamenjali smo v nas, pač. Se dejansko niti ni spadlo, tako se Le, ful dobro, ne? A zanimivo je bilo, kaj pol klava, veš kako je, narediš en komad, pol kar vsi sem mislil, tu si zdaj reper, kdaj bo naslednji, pač nisem, a veš, tu če ne laufet 5 kilometrov, nisem maratonc, ne. A te ne vleče, da bi naredil še kakšen tak komad, ali trenutno ne, ali sploh ne? Ma ne vem, se pravi, to je bilo tako bolj od prilike slučajno, vem, da je dobro, mislim dobro, ni tako slabo, lahko bi, če bi tel, ne vem, imam tu interesa, veš. Ja. Se zdaj že enkrat cajt, ti za koliko cajt nazaj, ti zmrani, veš, 4 leta že po mojem. Ja, čakaj se lahko polejo. Po mojem, okoli 2019 smo dali hor. A je možno? A še prej, 2018. Čakaj, imam takoj po ledu, samo da mi... Video spot, ja. Ma jaz se ne bitno, ne, ali kaj. Pač je že cajt. Nekaj cajta je že. Ja. Bo ali ne bo? Ne bo. No, ki pa vsebina oziroma sporočilo za tem socialno mreže in tako. Dobro, ne? Dobro, ne? Ja. In še vedno, ne, tu je klasika, ne, še vedno toliko let, da, in še vedno, ti se povedali, 4 let, Orwell, ne? To je, se pravim, ne vem, kako je to prišlo. Samo dobil sem neko idejo, pa sem
Ški tudi tam profesor je rekel, da če čemo narediti kao video spot, da mora biti komad malo mislim tako v stilu, da ne more zdaj tam neki AK-47, Cocaine Bitches, ne, da mora biti neki bolj, razumeš, neki je rekel, alki od smeti, onesnaževanja, tako. Spravim, pa to sem že nekaj imel napisano in sem rekel, vse to je tako poučno. Pa rekel, da kul. Ja, se to je res, ta socialna mreža, ki ti ustvarjajo neko navidezno realnost oziroma navidezno srečo, ne. In se mi zdi, da je zmeram bolj, ne. Ja. Oziroma, se ne ve, se zdeti je ratalo slabš, mislim, da je zmeram tako. Veš, mislim, da se zmeri bolj zavedamo tega. Veš, tukaj, saj jaz te tako vidim. Vse dejstva so znana, ne, se ni nobene svetske znanosti tlezala. Samo ne vem, koliko se je folk tega zavedal, ker je to prišlo v primerjavi zdaj, bi jaz rekel, da dosti manj, ne. Zdaj se ljudje dosti bolj zavedajo vseh teh pasti in socialni. Bla, 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 ne. Ja, ker se mi zdi, tam v tistem cajtu enkrat, 19 začele tudi ene študije, zmeram bolj, ne, recimo iz Amerike, meni je bila ostala v spominu tista študija, da je kao najstnice, ne, ki so več cajta na socialnih omrežjih, imajo večjo možnost po depresiji, suicida, se pravi samomorilnost in to je, ne, in tisto se mi zdi, da se je začelo širiti, ne. In, hard, ne. Ja. To je res hard, pizdarem. In je ful povezano s tem, ne, ko se primerjaš, ne, ko se primerjaš z drugim, se primerjaš s tem, kar vidiš na ekrančku, ne, pa ne vidiš pa, kar je od zadaj, ne. In tu se mi zdi, da je prav tisto temeljno sporočilo za tvoj sport. To je kao, ja, recimo, ja, to je en tak stvar sigurno, neka ta primerjava, pa pol se sam sebe postavljaš dol, to je ja. In drugi problem tega je, pa mislim, se to je poznana štorija, ne, pa dopaminski šus, ja. Kar spet na dolgi rok, ne, kudroa, mislim, veš. Dejansko, Ni vreden, ne. Na kratki in na dolgi rok, ne, na kratki rok se ti ne da... Slot mašin, ne, šopa isto šopa, ne. Se je zdaj tle jaz nek svetnik, se jih imam tudi jaz, ne. Ne, se jih imamo vsi, ne, se to pač jaz toliko govorim o tega, kao, ne, treba biti manj hor in na konci sem pol ure hor, ne, malo je zaradi dela, zaradi tega, samo veš, ok, objavljanje ono trečemo, pa te povleče hitro noter, ne, in si gore... Ne mi govorim, jaz se, recimo zdaj sploh, ko sem bil gor na Poljskem, veš, ko imaš kap cajta in še, ko si odmknen od doma in tako jaz sem se isto, sem bil kdaj ful preveč na teh pizdarijah, ko si dobil pač občutek, da neke bližine ljudi, ne. Zdaj, ko sem doma in to jaz kdaj se tudi kar zbrišem, sploh dol z telefona, da niti nijem gor, ja. Ali pa tudi kdaj niti ne rabim, ker tako nisem. Ja, ko v bistvu je ta problem, ta navidezna zanka, ne, ko ne veš, da te povleče noter. Bole, ker si hor, in bole... Ja, samo se povečava čas, ker ti tam zabiješ, ne. Mislim, vse veš, kako je, to je vse, kar reč tako. Se vsaka zasvojenost, recimo, je vse ista štorija, ne. Ena piva, 2, 3, 4, v koncih je 6 vsak dan, ne. Je isto, dokler, kaj te se pa začneš zavedati, si wow, ne, isto to, se začneš zavedati. In pole razliko opažiš vse, kadar nisi hor, ne, kadar ne uporabljaš. Ja. Recimo vidim pri sebi, kadar pri obdobje, ker nimam cajta biti hor, ker malo pozabim, ne, in pole vidiš, tako se dobro počutim. Ja, na začetku ti pa lahko nekaj manjka, ne. Ja, Mislim, pa tudi, ja. Ni res. A veš, kad si navajen, zdaj ne vem, jaz niti nisem sploh zjutraj, pa preko res spat probam, da niti nema. Če si ti vsako jutro navajen vstati, prvo delo je poskroliti, ne vem, karkoli, je isto, kot da bi nekim manjka, ne? Manjka, ja. Se to je to, kar je problem. Ja. Moram pogledati, ki bo, dopaminski šusič v izi, nek lajkič. Počasi, šufi. Ja, in zaradi tega sem jaz tako do teh stvari, se ni, da sem neki pač ne, so zavedati se, da ni kar tako super vse, ali ne vem. Ma se pravim, po mojem, jaz mislim, da folk se, Ja. bolj. Ne vem, popularija, ki jih ne poznam. Ne vem, tudi jaz ne, se mi zdi, da je pri mulariji problem ta TikTok in to, ko ustvarja prav neko, veš, tisto pa res prav šusi. Ki nijem, ne. Ja. Ker se tudi pravi, da se ta attention span, se pravi, koliko si ti pozvaj. To je pa še ena stvar, veš. Prej je bil, ne vem, par minut, zdaj je že par sekund, ne. Veš, samo uno, ne, scroll. In tisto To je pa še en problem, res, ne, vidiš, to je pa še tretji, ne, ko si rekel, primerjanje, samopodoba, dopaminski šusi in attention span, fucking. Ja. To mularija, tu spet imaš dobro knjige od teh stvari. Isto sem čitam, ka sužni zaslona, eno. Ja.
ne vem, če poznaš. Ma pač se živim reze, v glavnem, ja, se spet se nizi, ne vem. Tudi tle je tako narejeno, mora, da te uniče. Jaz to mularija pisa 3-5 let, kad veš, mulari, otroci, ne. Tisto je V problem. drugem svetu, ne. Pač, ja, Kaki bo ljudi, ko bo izrasli, to me zanima. vse to je. Tisto tudi mene malo skrbi, ne, sploh, recimo, Možgani, ja, tudi, ko sem videl, ko sem delal v gostinstvu in to so prišla družina, mali otroki, leto 2, ne, kako so ga umirili, ja, da so dali tablico pred njega, ne. ker če ne je nameren. Ja, Ja, to je brutal, ne. ja, pač, ja, To je res dejansko. brutal. Ja. To, ko pomisliš na dolgi rok, ne vem, ki bo res, ne vem, Ni fajn. težko je biti pameten. Tako da, ja, no. Navidezna sreča, ja. Ti še nekaj sem, ko sem se spomnil, ti zmerno si govoril, da si rojen pod nesrečno zvezdo. A sem? Pa, kad si tako omenil, to se mi zdi ena taka zanimiva. Ne vem, to sem že pozabil, ampak je slišati tako neka stvar, ki bi jo tako povedal. Pa samo, če bi se jaz vse moje življenjske izjave zapisal, joj. Ne vem, ki sem točno s tem mislil. Moče sem bil tam v takem obdobju, da sem bil tako občutek, ali ki. Ja, mogoče je bila tista srednja šola, itak si rojen, ki 30 že, ne? 30. Ja, 30 je danes, ja. Ja, moj, ne, 30, veš kako je. Jaz sem zmeraj imel problem lik zaradi športa, ne, če bil 2 dni bolj pole, bil vse igral 1 leto več. Ja. Vse je bilo, a veš, In tudi poleg tega, kad so bile, so se za njih reprezentance zamenjale, ne? tudi recimo, ja, vse te scene. Se drugače, enkrat sem poslušal, ta je bila ful zanimiva. So delali od NHL-a, so gledali najbolj uspešne hokejiste v NHL-u, vsi so rojeni tam nekje do marca v povprečju. Res? Ja, veš, da kje je for? Ja, veš, Ker ti si v prvi generaciji, si bolj močan in dejansko začneš verjeti v to, da si dober, a ne? In poleg se ti posledično, končeš malo poveča možnost, razumeš, vse logično, ne? ja. Se pravi, si kumulo ful dober, ker si starejši 1 leto, recimo v tem primeru, ne, če si na začetku leta. In dalj šteja, da je to pravilo, LeBron James ima tudi 30. decembra, res. A res? Ja, samo, če reč, tako za neko povprečje. Dobro, LeBron James je itak genetski Ja. A jaz po mojem sem bolj zaradi tega, ja, ker takrat kadeti in mladinci, ne, jaz bi lahko ful še 1 leto. Ja, zanimivo. Krat pa je ful žrlo, te. Verjamem, ja. Zanimivo, to nisem vedel od športnikov. Ja, samo Polej, to ne vem, sem se. sem slišal, ja. Pač dejansko, ne, tu je tudi moč uma, ne, kar ti verjameš. Ja, se to. Itak, kar ti verjameš, tudi pole manifestiraš. Ne. Zdaj, če si kot mali, da se čutiš, si močnejši, si večji, pismo, jaz bom, ne, Ja. itak imaš toliko več šans, ne. Za te. Ja, far čuva. Za NHL mislim, da so gledali. Ja, tam so Dobiti tu en. so pa itak živali, ne. Ja, to je, se pravi, nisem jaz tega, mi prosto sem nekaj slišal, da je en to rekel, zdaj je to res, ali ne vem, a pisa, neka logika bi bila za tem, no. Moče sem za to govoril, ne vem, to Zdaj, se mi zdi, da je taka dobra anekdota, ne, ki sem imel govoril, ja, ono, trene. ne vem. Vse sem imel pa tudi ki sreče v lifeu, no. Ne, se. Ne, če samo tako smo zdaj taka zanimiva stvar. Ja. Še zmeri bom rekel tako, da jaz mislim, da tle mi v Evropi pa v Sloveniji smo kar vsi pod srečni. Pa res je. Imamo dobre pogoje, čeprav tega se ponovadi ne zavedamo, ne. Moramo se zavedati. Kar imamo mi tle, majster moj. Brezplačno izobraževanje, ono treče. Prav v pismu, ki si mlad, ne, je težko to videti, ne. Ja, Sploh se mi zdi, jaz se tudi vidim pri sebi, se spomnim, ko smo vsi preklinjeni tisto šolo, ne, za kje moram iti v šolo, za kje gimnazija, za kje moram iti na faks. In pa vidiš, malo spremljaš, ne vem, primeraš že za Ameriko se primeraš, ne, college je, ne vem, 100 jurjev. je res. V najslabšem primeru, ne. A dobro, tam še zmeri ima, če pa se reš primerjati res z ekstremom, ne. Z onim, ki je roval malo manj kot v blatu, ka more, ne vem, ki tam šiva Nike šolne. Ja, to je. Eno 5 striža na dan, ne malo karikiram. Tisto je še, pol se zavedaš, pizde, karkoli se mi zgodi, še zmeri je vse v redu, ne. Je pa res, da ko si rekel, tu verjetno pol scajtel zmeri bolj te. Ja, bolj ko odrasteš, bolj ko si, tudi ko se ti malo spreminja pogled na svet, ne. Ja. So sem rekel, vse 10 let nazaj, zdaj čez 10 let, ti nisi isti človek. Ja. Če pa si, je pa nekaj narobe stalo, po mojem, to jaz mislim. Kako si se ti recimo spremenil? Oziroma, kako se ti je spremenil pogled v zadnjih, ne vem, 5-10 letih? Vidiš kakšno tako očitno razliko?
Ker recimo pri sebi, jaz sem tudi zdaj v takrat določen, ker dosti tako razmišljam o sebi, pa se raziskujem sam sebe, pa vidim, kako je primerjava, ker še sem bil v srednji šoli, pa recimo, kakšen sem zdaj, ne, in tako. To je res dobro vprašanje, veš, da nisem tega prav nikoli tako ful razmišljal, ampak res dobro vprašanje. Mislim, da tako bom rekel, manj ti je jasno, to je dejstvo. Kako? Ja, manj stvari ti je jasno. Takrat. Takrat, zdaj so ti ene stvari dosti bolj jasne in s tem, ker so ti ene stvari jasne, pridejo, problemi, pridejo neki novi, kako bi se reklo, takrat mogoče malo bolj sanjaš o neki, ker vse je easy, vse bo ne vem, mogoče v tem stilu, ne vem točno, se pravim, to je res tako dobro kompleksno vprašanje, ko si se spremljal, kako prav razmišljati o tem, veš, kaj če reči, tako z prve reči, se pa spremeniš, ne, sigurno, ja, ne vem, se pravim, to je res, dobiš neke, vse daš skozi, pa jaz bi rekel, da najbolj se spremeni, jaz bi rekel, da največja razlika je v tem, kaj si želiš in kaj ceniš, to je po moje največja. Takrat si želiš in ceniš ene stvari, za ene, čez 10 let ali pa 20, biš po moje pa prav neki tretja. Imaš kakšen primer, recimo pri sebi, kaj si takrat, oziroma kaj ne vem, jaz mislim, da starejši, ko si bolj ceniš samo to. Ni nujno, vse lahko en človek, jaz govorim za sebe. En človek lahko ne, jaz za sebe lahko to rečem. Sigurno bolj ceniš to, bolj ceniš mogoče neko umirjenost življenja. Medtem, ko si mulo, seški ceniš, da je rock'n'roll, da je skozi neki. To je recimo bi lahko rekel. To je sigurno premeni. Od, se pravi, ki imam zdaj 25, 26, 16, 26 je ta razlika sigurna. Moje pol 36, imaš že nekaj tretje. Takrat verjetno že družina, priority in tako. Sigurno, ja, mislim, vse težko je, ne. Ja, to pa res mi zdi prav odraz odraže. Odraz, ko si postaješ bolj odrasel in to, da ceniš samo to, ne, da ni ono, skozi se mora nekaj dogajati, ne. Je pa tudi ono, kdaj pole tako družbeno izpadeš lahko malo bolj tako, kao, da si bolj star, ne. Greš žur, ma ne, sem mi na dan, da je bilo kija, se star. Vse se pa reči to prej quote z 10 let nazaj na Facebooku in to je lih to, ne. Ja. A veš, ki če reč, ne. Sej, ki me zdaj brija, ki se on misli, če je žrtvo, Karl Reichenbach, ki že piše, ne. Tako da ja, ne vem, to je po mojem sigurno taka stvar, ja. Pa še bi se dalo, se pravi, samo prav razmišljati za tega, ki vse se ti toliko spremeni, ampak sigurno se je. Recimo enkrat to se spomnim, je ostal v spominu tak komentar, prvič, ko sem se tako malo razpisal na socialnih in tako od pač težav, ki sem jih imel takrat sem njih šel ven s tranzition in športa in sem pač imel neke svoje izzive in to. In si napisal pod komentar, preko se sprijažniš s tem, da je življenje kratko in brez smisla, ter namena, skratka nič od niča, prej postaneš srečen. Tako da samo... Me stokaš, ne spomnim. Tako da samo gas in duha luči in fuck the world. A to, da je bilo to? Jaz sem malo bolj orientiran, tudi dosti več razmišljam, kot pač in tako, ne. Ampak se mi zdi tudi tako, tvoj pogled mi je bil dobro všeč na življenje. Kdaj ne veš, kdaj je to? 2019, veš, ja. Preko se zavedaš, da je življenje kratko, kako piše in brez smisla. Preko se sprijazniš, da je življenje kratko in brez smisla, ter namena, skratka nič od niča, prej postaneš srečen. Dobro. Lepo povedal. A imaš še vedno tak pogled na stvari? Ali se ti je spremenilo? Ne, tu se pa ni spremenilo. Ja. Ne, to pa ne. Vse res, če pomisliš tako, ki tisto pomene, ki pa je smisel, veš. Ki pa je smisel? Življenje samo ne. Življenje samo. Oziroma nič od niča. Ja. Ne vem, ne. Ne vem, malo sprašujem, tako malo izzivam. Kaj je smisel? Ja, to je kar tako filozofsko vprašanje. Čarano, verjetno na teh podcastih 1822krat samo lansko leto, ne. In nekateri pravijo, da bolj ko probaš dobiti smisel ven, teže ti je. Vse to je to. Ja. Ampak pridi do tega, se zavedati oziroma... Jaz mislim, da ni, jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da smisel je pač življenje samo in to je to. Vse, če ti pomisliš, ki pa si, 80 let si bil ruk na nor in stoja, če imaš srečo. Tak, glim.
Samo je Težko priti do tega spoznanja, veš, kaj čem povedati. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo toliko spet cultural conditioning. Bi mogli to, bi mogli nekaj višjega iskati, ne. Ja. Stalno loviti neko srečo. Ne, vse to je to. In se mi zdi, da kar spremljam tako tiste uspešne ljudi, je itak prvo si postaviš nek cilj in to je verjetno v večini primerov nek ful velik cilj, ne, ali če ratati, ne vem, profesionalni športnik, če zaslužiti, ne vem, $1 milijon, če imeti podjetje, če imeti 10 hiš, ne vem koga, pač karikiram. In poleg enkrat dosežeš to, vidiš, da pač nekaj manjka. Da nekaj manjka, In potem se začne spraševati, ne, pismo. Ja. Se mi zdi, da je tako, no. Ja, ne, vse to so poznane zgodbe, ne. Vse to ful ljudi to govori, točno to, kar si povedal, ne. Se pravi, da na koncu pride do zaključka, da bolj ko je lovil, bolj je šlo. Ja. Pač ta neka sreča oziroma smisel, whatever. Zato verjetno se da v bistvu da ne, ali pa da je cel cajt, kakor si vzameš, ne. Ja, tako da, ja, vidim, recimo jaz pri sebi tudi malo zaiščem in tako, se mi zdi, da tudi povedano malo zigam, ne, oziroma ne, tudi malo, ne vem, tudi kako si odraščal in tako, ker bolj se mi zdi, ko rabiš neko potrditev od družbe, težje ti je priti do tega, da je pač življenje po sebi, oziroma. Ja, sigurno je to povezano z temi zunanjimi, bi jaz rekel, ko se temu reče pritiski, ja. pričakovanje zunanjega sveta okoli tebe. Po moje je to povezano, ja. Tako da verjetno bolj, ko stopiš v stik sam s sabo, bolj, ko se sprejmeš sama sebe, lažje ti je verjetno. Ja, jaz mislim, da bolj, ko je človek, se pravi, bolj, ko je nepodrejen, ko se reče, bolj, ko je pod vplivom nekih zunanjih faktorjev oziroma pričakovanj nekega okoli, bolj si povečuje možnost, da bo nesrečen, oziroma da, tako bi jaz rekel, ja, po mojem, to v tem lepa misl. Ja, ma se, a ni, če pomisliš. Ja, dejansko res. Zdaj, če boš ti pa sam sebi nekako sledil pa svojim unim. Ja, je pa, kar dosti dela za narediti, ne, da priješ do teza, ne. Sploh recimo, če si športnik in tako, itak si deloma odvisen od nekih rezultatov, od nekih mnenj drugih, če ne druga trenerju, ne, kaj je tako, kadar si dobro igral, si dobil podporu pač trenerju, ne, so ti pokazali, ti za prijatelj. Je vedno krovč, ne, krovča. Ko pesa nekaj nagradiš, ne, pisa si pride na tlede. Mislim, to je malo tako. Po drugi strani je pa tudi logično, da je tako, ne. Ja, mislim, se po eni strani za vzvoju in če češ biti del celega sveta, moraš biti, ne. Samo po drugi strani pa je rata pole težava s cajtom, ne, ko pole si... Bolje tudi točno to, kar smo prej govorili, se pravi, da če dobiš ti ta vzvod, ne, samo to. Če boš ti to delal samo zato, ker to delaš, ker ne veš sam, zakaj to delaš, in zato, ker ti je tako enkrat rekel 15 let nazaj, zna biti, da ti ne bo kul, ne. In da to ni tvoj smisel. Zdaj, če pa res čutiš to, pol pa je drugo, ne. Tako nekako bi jaz rekel. Ja, da delaš srcem, ne z glavo, ne. Zanimivo, pa če si tu tle zapisal, to mi je tako fascinantno, da 4 leta nazaj, Ne, se pravi, mene recimo nekatere stvari mi ostanejo v spominu, ne, in sploh kakšni taki lepi komentarji in to. Zato sem recimo imel tebe, hotel pripeljati na podcast, ker sem videl, da se vidiš v tem, kar pišem, in sem dobil neko potrditev s tvoje strani. Lahko ti se ne spomniš, ne, samo pole meni. Ja, več želimo zlaviti. Ja, mislim, tudi ti, če recimo dobiš nek dober komentar, ti ostane tisto... Najbrž, ja. Škaj jaz ne objavljam nič, mi nek folk nič komentira, ampak verjetno bi ostalo. Vse mogoče je bilo videti zdaj tudi tu kot nek creepy, oziroma pač tako stalking, ne, ampak krati, ne vem, nekatere stvari ti ostanejo, veš. Sem si dobro rekel, če ga dobiš, si boš prej zapomnil, ker če ga podeliš. Oziroma, če je neki, bravo, ne, tisto je spustiš, ne. Če pa ti kdo nekaj napiše iz srca, recimo tudi, itak teh, recimo za rojstni dan dobiš milijavžent teh voščil. Ja. Pa recimo kakšno pa... Eno ostane. Veš, ker tisto je, kaj prije iz srca, ne, ker ti res se kdo vzem v cajt, ne, pa napisal, ne. Ja, ma tudi, ko pravim, če dobiš neko, se boš prej zapomnil, ko če podeliš. Jaz nisem napomnil, in ti pa pač, vse to je logično. Ja, vse to pa res. Hard. Tako je.
Okay. Evo, zdaj prehajamo počasi proti koncu. Zdaj, verjetno, če si poslušal že kakšen podcast, veš za te zadnje closing question. Če ne pa, Čakaj, pozabil sem. dobro, super, pozabil, tako da zdaj na koncu zmeraj postavimo vsakemu gostu 2 vprašanji, in ki so direktno vezane na tematiko podcasta, se pravi benesere, kaj je dobro počutje, se pravi, kaj zate pomeni dobro počutje, in 3 nasveti za več dobrega počutja. Uvište. Se pravi, kako je prvo vprašanje, kaj za mene Kaj za tebe pomeni dobro počutje? Za mene dobro počutje pomeni, že to je neko stanje, a ne? Sigurno. Se pravi, zdaj, kako stanje? Stanje dobrega počutja bi bilo, da se ti nekako, bom rekel, da imaš želje pa potrebe uma in telesa nekako zadovoljene, no, tako bom rekel, oziroma občutke in želje, da zdaj, ki pa je to za vsakega človeka, mora pa vedeti vsak sam za sebe. Ne, se pač tu je Situacije, ne. definicija, ne, se tu iščemo, ne, kaj veš, dobro počutje je nek abstrakt, ne, kaj za vsaka nekaj druga pomeni, ne. Se pravi, neko stanje odvisno pol od situacije do situacije in občutkov in želje v tistem momentu, ne. En cajt ti bo verjetno dobro počutje predstavljeno ležati na kavču, en cajt ti bo laufa dobro hrib, ne. Moraš pa znati poslušati, ki rabiš tisti cajt. Ne. Zdaj pa drugi del, 3 nasveti, kaj bi ti recimo rekel oziroma nekomu svetoval? Za dobro počutje. Se pravi, prvo del je tudi tle, da se znaš oceniti v situaciji, ki ti tisti cajt rabiš, ne. Okay. Jaz mislim, da to je ključno, da se dobro počutiti. Se pravi, če ti čutiš, da pa, ne vem, zaznaš, da bi zdaj rabil, ne vem, to tle, pa to je najbolj, da reš tisto, ne. Zdaj neki generični odgovori so jasni, ne. Se pa spanje je v prvo del. Tam se vse začne. Evo. Spanje in pole rekreacija in tako naprej. Se pravi, to po moje reče vsak. Se ti so 3, ne, pač to je ful individualno, ne, kdo bo rekel nekaj, ti, recimo ti Meni osebno je, se pravi, spanje in šport in da delam delo, ki me izpopolnjuje, se počutim odlično. No, evo. Ja. Se pravi, je pa verjetno vsak človek mora sam. Ja, ampak sigurno se bo kdo dubil v teh 3, a veš, kaj tako dobro, nekateri odgovori so itak bolj za reči generični, ne generični, ampak tako je, podobno temeljijo na podobnih principih, ampak hkrati so pa neke individualne, ne, vsakega posameznika, ne. Itak. Tudi bomo probali skozi ta vprašanja in skozi goste, pač biti neke take. Ja, jaz bi rekel, da neko dobro spanje in vsaj kolikor rabiš ti neke rekreacije, za se predihati in poslati malo več kisika v možgane, tudi bi rekel, da je kar splošno, ne. Pol zdaj pa je, se pravi. Poleg tega Se veš sam boljši. Treba vedeti, kdaj je treba se ulešti. Ja, to pa res, ne. Sploh pri športnikih je kdaj malo tako težavno, ne. A je že taka služba drugačna, ne, tisto. Ja, ma ne samo pri profesionalnih, tudi če si bivši športnik, je kdaj ono. A stisnem skozi ali se uležem. Ma če imam jaz ta problem, veš golokrat. Tudi jaz, ne. tudi jaz še vedno. Derat v rdeče, ne, zato, ker si navajen. Dokler ne zlome, ne. Ja. Poleg zlome, oziroma kad skuri, poleg pa počivati. Ja, ko si rekel, očitno je že v tisti situaciji telo in in duša predvsem, da to rabiš, ne. A veš, tako da... Včasih rabiš tudi biti žival, ne. Pač se samo zlaufati, se... Veš, tako je, ljudje malo osmovno mazohisti v izi sadomazo, ne. Veš, to je malo trpljenje, ne, kaj je pol oni relief, kaj je konc. Ja. To smo tudi malo zgubili, ne, smo imeli še obiske. Tako da lahko se zaključimo. Dobro, evo, smo prišli do konca. Hvala Blaž Marušič, ki si se udeležil. Sedem koncert. Se pravi, se počutil prav, ko se reče, meni v izi ego boost, veš, da te hoče en človek. Ja, ma ti rabiš včasih, ne? Ki vem, se pravi, nisem se počutil tako kredibilnega. Mislim, se ni kredibilno, se ne gledam tu na to, pač. Ok, polejtek me tudi mene malo pismo, je ta host primeren, ne, ma pole na konci pač se ni kredibilnosti. Važno dovoljno, da širiš informacije, da širiš različne poglede, se tudi kasneje bomo imeli tudi hoste z te smeri, pa z one smeri, pa hormonske terapije, pa psihodeliki, tako da malo se tudi širi, tudi tako malo za v družbo, ne. Ne, super, res se pravi.
Hvala, ker si me povabil, ne, in če bo še dobil 5 pogledov več zaradi mene in če bo 5 ljudi poslušali. Tako da upam, da je bilo ljudem zanimivo, no, da vam je bilo zanimivo. Mogoče naredimo še kdaj, ne? En kul naredili. Tako da. Yes. To je to. Evo, zdaj na koncu lahko še deliš, kaj te ljudje lahko spremljajo, oziroma če ne družba, bište gledati Ne rado, poslušati na šport klubu, tenis odbojka. Evo, super. Hvala ti. In Hvala tebi. bote fajn. Čau.